Spoštovane gospe in gospodje, dober večer in dobrodošli na tem zanimivem in pomembnem dogodku. Pomembnem za Milana, pomembnem za ljubitelje njegovih pesmi, koroškega narečja, za Ravne, za Koroško in širše. Prijazen pozdrav gostiteljici tega čudovitega ambienta, magistri Ireni Oder, lep pozdrav županu, dr. Tomažu Roženu, celemu omizju in seveda današnjemu slavljencu, našemu Milanu Kamniku. Danes se bomo poklonili Milanovim petim pesmim, Milanovi poeziji, ki jih je avtor s skupnim imenom imenoval Ibržnik, kar še zdaleč v dobesednem pomenu ni. Prej bi lahko rekli, na primer, gospodarjev prvi pomočnik, če ne že kar gospodar. Kaj več v nadaljevanju, uvodoma pa na oder vabim našo današnjo gostiteljico, magistro Ireno Oder. En lep dober večer v mojem imenu in v imenu Koroške osrednje knjižnice. Res se nocoj obeta en lep koroški večer. Najbrž se je začel že v sredo, saj smo tu odprli razstavo Društva koroških likovnikov in njihova dela nas tudi še danes tu nagovarjajo. In pa seveda nocoj, ko gostimo Milana Kamnika. Tokrat morda v malo drugačni vlogi, saj nam bo predstavil svoji dve tiskani publikaciji. Lahko rečem, da je Milan Kamnik ambasador Koroške in koroškega narečja v današnjem času. Morebiti smo se že vsi, vsak izmed nas, kdaj našel v situaciji, ko je moral kar dobesedno posloveniti ali razložiti kakšno Milanovo pesem ali kakšno besedo. Ali še huje, kdaj smo morebiti tudi prišli v zadrego, kako razložiti, kakšen je Aubetendet, kakšne so skorne besede ali še kaj podobnega. In pa seveda tudi tekst, fič, pajo, potem bongi, toni, Štefan in Džozli. To so ali naši prijatelji, znanci, ki so prehitro odšli od nas in tudi zaradi teh Milanovih besed v pesmi imen bodo ostali večno zapisani. Seveda Milan je rekel, ja, Voranc bo pisal, jaz bom pa pel. Ampak seveda tudi ob vsej tej literarni predlogi, tudi prav gotovo Mitji Šipku, ki ima nanj velik vpliv, je dozorel tudi čas, ko je moral, če je hotel nam še kaj povedati v koroškem narečju, tudi sam zapisati. In te njegove pesmi nas opominjajo, opozarjajo, so tudi hudomušne. In seveda jaz, Milan, ti ob tej priložnosti iskreno čestitam. Želim ti, da bi morebiti naslednjih 60 let ne živel za glasbo, ampak tudi od glasbe. In pa seveda prepričana sem, da dokler bo Milan pel, je še kdo srečnejši kje. Dokler nam bo še pisal take pesmi, nas bo razveseljeval, opozarjal, opominjal. Skratka, Milan, iskrene čestitke in hvala za vse. Mikrofon pa ponovno prepuščam Mojci, tokrat s pesmijo Brez narečja ni jezika. Na ljažu.
Vse sem del drugač, kakor me je dede učil. Sem cel den kolajno, pa da čuje padil. Venč bart per sosedi sem špego v njej. Tek je najboljše, kar se ne sme. Dotaj še to dekle nobeden ni imel. Genau na Miklavža ni srce ogrel. Če glih sem nared bil, grko samuraj. Dober našu pa tek, da vse je bo strah. Sem se mal šel naučil, da bogat bi gratu. Da bo lahko jo v ženo, da bojko bo svato. Bi guanteni delne vsak den gr napravilo. Pa vejko otrok bih kroho gr spravilo. Najbolj sem vesel, ko se prav hačtek znam. Za ene sem kšajt, za druge zaman. Ta stare besede so skozi moja slika. Brez mojega narečja ni jezika. Mrš biti malo gajc, če hočeš kamen. Mrš dobro ponucat, tak majneš begde. Se glihat z vsemi, nič ni dik biti. Če drugi imajo sode polne ukleti. Malo imam sreče, da drugač sem bogat. Ma mojko familijo nikoli nam sroma. Rpico prdevam, pa rehl ne strelam. Pa jabke doklestim, da štrudel ne devam. Najbolj sem vesel, ko se prav hačtek znam. Za ene sem kšajt, za druge zaman. Ta stare besede so skozi moja slika. Brez mojega narečja ni jezika. Ta stare besede so skozi moja slika. Brez mojega narečja ni jezika. Brez mojega narečja ni jezika. Brez mojega narečja ni jezika. Hvala Mojci in Aljažu.
No, preden predam mikrofon našemu spoštovanemu županu dr. Tomažu Roženu, še nekaj besed o knjigi Ibržnik. Izdajo knjige je podprla občina Ravne na Koroškem in brez te podpore in podpore še nekaterih sponzorjev verjetno svečane knjige ne bi bilo. Zato hvala občini tudi v imenu vseh nas, ki imamo radi koroško besedo in Milanove življenjske, morda kdaj tudi šegave pesmi z občutkom za preprostega človeka. Vzporedno z Ibržnikom je nastajala knjiga Če bi bila Slovenija Amerika, v kateri pa se je Milan prvič malo bolj razpisal. Oboje bomo imeli danes priložnost poznati in prejeti. Gospod župan, zdaj pa prosim za vašo besedo. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem v imenu občine Ravne na Koroškem, poseben pozdrav seveda Milanu Kamniku in seveda njegovi družini, hčerki, vsem soavtorjem, sinu, seveda ženi Marjani Kamnik in vsem zbranim. Pred kratkim smo začeli ciklus 4 knjig na Ravnah na Koroškem z dedijem Pepijem, Jožetom Prednikom, sicer mislim, da je Milan tudi dedi, ampak o tem danes ne bomo. Zaključujemo letos torej z 4. edicijo, tokrat Milana Kamnika, ki nam je seveda bistveno bolj znan kot pisec, kot pevec, kot kantautor. Zdi se mi pomembno, da se je Milan odločil, da za svojo 60. obletnico, ne glasbenega delovanja, ampak življenja, izda svoja tudi in poudari svoja besedila. Mnogokrat smo ga na Ravnah in tudi širše slišali, mislim, da je bila 45. ali 40. obletnica glasbenega delovanja, tokrat pa seveda skupnimi močmi poudarjamo njegove tekste. Njegovi teksti so za nas izjemno pomembni, govorijo o nas, govorijo o Koroški, govorijo o Ravnah, govorijo o Uršlji gori, ki jo seveda mi zremo vsak dan in občudujemo, zato se mi zdi to zelo pomembno, da se ohranja. Med publiko vidim tudi nekaj mladih rod in seveda upam, da to narečje Milan predaja tudi po tej obliki knjigi, torej iz neke starejše generacije tudi mladim, da ne bodo pozabili tako, kako se seveda med nami govori. Čestitam, Milan, zahvaljujem se ti seveda za vse, kar si že do zdaj storil za nas, kako si seveda utrjeval našo kulturo, naš jezik, našo identiteto, kako s ponosom seveda poveš, da si Korošc, da tukaj seveda govorimo narečni koroški jezik, da si tega nikakor nikoli ne sramuješ, da to pravzaprav poudarjaš, ko hodiš po Sloveniji, ko nastopaš na Valu 202, ko te vidi in sliši seveda celo Slovenija, kot je že ravnateljica oziroma direktorica rekla, zagotovo si naš ambasador navzven. Hkrati pa bi želel zaključiti, da seveda si predvsem naš. Zdi se mi pomembno, da svojih umetnikov, svojih ljudi ne prezremo, da se jim znamo pokloniti, če je možnosti že za časa življenja. Torej Milanu se danes poklanjamo na nek tak način skozi knjigo. Verjamem, da je Milan eden tistih ob boku, mogoče ne po poznavanju, ampak po tem, kako izražajo iskreno svoje čustva, pa seveda z Milano se osebno poznama Johnnyja Casha oziroma Boba Dylana in zagotovo je med temi tremi so vsi taki, da bodo pravzaprav še na svoji smrtni posli, ki upam, da čim kasneje še igrali, še muzicirali, torej da so res glasbeniki po duši in da bodo do konca svojega življenja to, kar danes predstavljamo. Me veseli, da bom bral prvi tekst od Milana Kamnika, en redkih tekstov, ki ni poezija, ker se mi zdi, da ima Milan veliko zapovedati, to raje pove, lažje pove skozi pesmi, njegovi teksti so globoki, o tem so da več nebrž to omizje, ki je tu pred nami, teksti nam dajo zamisliti o nas, o življenju in seveda zato mu tudi čestitam. Ta misel pa, ki se mu je nebrž njemu ali komu zapisala, če bi bila Slovenija Amerika, pa lahko rečem samo na srečo Slovenija ni Amerika, Slovenija je boljša od Amerike. Čestitam, Milan. Hvala gospodu županu. Milanova knjiga je nastajala v sodelovanju z gospodom Tonetom Partličem, ki je opravičil odsotnost na današnjem dogodku, vendar nam je poslal pismo. Pa naj ga kar preberem. Dragi Milan, seveda bi bil rad na Ravnah v legendarni knjižnici na tiskovni konferenci tvoje knjige z nazornim naslovom Ibržnik. To bo tvoja promocija, a besede za knjigo nisem hotel uporabiti, ker je navadno v zvezi s promocijo CD-jev, albumov, plošč. Tu pa gre za krst knjige.
Vidim, da te bo ob tem obkrožalo veliko uglednih ljudi, od gospoda župana Rožena in gospe direktorice Irene Oder. Upam, da bo tam tudi urednik Hedl. Tudi obe gospodični, ki sta napisali uvoda, bosta gotovo tam in kaj povedali. Tvoja muza pa bo od zadaj nadzirala, če vse teče, kot je treba. Zdaj vidiš, da jaz pač nisem dodatno potreben. Lahko bi se zgodilo, da bi celo pozornost, ki mora biti namenjena tebi, preusmerjal na uglednega gosta iz Maribora. Res sem te spoznal, ko si pel svoje koroške pesmi. Seveda dovolj glasno, da sem najprej pomislil, da se kaj kregaš. Sam pa se boš moral navaditi še, kako vzeti v tišini knjigo v roke. Brez kitare in ustne harmonike in mikrofona, se čuditi, da je mogoče samo s kombinacijo 25 črk, ravno tako, kakor s prepevanjem, zaobjeti ves svet in celo tvoje Koroško in samo gledati, kakšno je v črkah tvoje lepo narečje. Knjigo vzeti v roke je ravno taka sreča kot kitaro. Toda ti zmoreš oboje. S petjem vračaš umetniško besedo tja, kjer se je poezija začela. Tvoj čut za revne ljudi, ki imajo prazen devžej, za frajerje s pirom v roki, za dečve, za Koroško, pa bomo lahko tudi brali in ne le poslušali, in to v Slovenj Gradcu, Črnečah in na Ravnah. Ne boš verjel za Partljičevo bralno značko. Kdo pa si je to značko izmislil, si lahko misliš, sebe pa ponosen štejem za pobudnika, da bodi letošnji pisatelj, ki se mu bomo vse leto posvečali, prav ti. Čestitam, te pozdravljam, ženske pa povrh objemam. Lep večer, Tone iz Maribora. So rekli, da sem govor, da bi še kjer ušpil. Ko delavce še neki velal, je na Raufanku bisu zastavil. Milino pa poleg zoral, se gočtano šel samo v pravo. Je grato v mestu iz nemškega trga, coh je pripelil Bosanca pa Srba. Je deva buduj za vse pridne roke, vsak pa je to izpuna mihne obroke. Pa se v glas spremeni, ko gre skozi cajt, če se ga ne dopade, treba pospraviti. Se kot stan je zbrisal z vseh zemljevidov, so parole spomin bile na fabriškemu zidu. 93 štink vsak dan do fabrike, po šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin, lega, mam te, Štrogar si pa ti. Če bi bil politik, bi sedel v kanclije, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav. Za zmin bi zapisal ponošega rota in ravne premenil. Ugrta pa dota, kaj ravno pa krivo, sem se šoli učil. Pa v glato okroglo, da špengler bi bil. Dan zgrta pa dolta, 5 part na den sravnen pokl. Ker drugače ne gre. 93 štink vsak dan do fabrike, po šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin, lega, mam te, Štrogar si pa ti. Če bil bi politik, bi sedel v kanclije, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav. Za zmin bi zapisal ponošega rota in ravne premenil.
grta padota. Zasmin bi zapisal, ponos šet garota in ravne premenu. Grta padota. Hvala. Čas je, da damo besedo avtorjem knjige in avtorju tekstov. Zato vabim spoštovanega gospoda Mirka Osojnika, odličnega poznavalca kulturne problematike v občini, poznavalca Prežiha in tudi Milanovega ustvarjanja, saj je že sodeloval pri njegovem delu Prežih in jaz, ko je zapisal uvodni tekst, ki ga boste danes našli v spremljajoči knjigi Če bi bila Slovenija Amerika. Gospod Osojnik, prosim, da prevzamete besedo. Dobro večer vsem. Ja, Milan smisel, da ima kar po domače se pravhava. Zdaj pa vidim, da je tek drugih imenitnih ljudi v drugod, celo z Maribora so prišli, da pa moramo malo drugače zastaviti besedo. No, leta 1967, ko je moja generacija končevala Ravnsko gimnazijo, v Guštanje takrat še ni bilo koncertov. Z veseljem smo pa hodili v staro kavarno na mladinske plese. Tam so večkrat pripevali Rdeči dečki iz Maribora, pa naša dva koroška ansambla, Ikarusi, Vibracije. Milan, če sem prav zračunal, si bil takrat star približno 10 let in si bil še na Prevaljah. Ne, v Dobi vasi. A v Dobi vasi. Tako kasneje, ko si pa se preselil že k mami na Čečevje, si pa že na stopnicah začel počasi ustvarjati s kitaro. Bi nam kaj povedal v tistih prvih časih? No, hodil sem tudi v kavarno, no. No, pač, a ne, mogoče sem bolj star zgledal, ko sem imel dolge lase do Doram, pa Mačič Janez je nam hvače delal, take spoda 42 široke so bile, tako da se čevlje v niso videli. To je pač popularno bilo brez pasa, samo en fršlus je bil, pa en knof, a ne. Tako da, če je knof fejlo, smrdil mu je, ni bo pasa. Ja, tako bom rekel, glavnem, že v Dobi vasi je bil en vaški ansambl, mi smo takrat pač igrali v rok po pavrih, a ne po stelerajah in tak naprej, po zapustah smo hodili v Kuvo. Zapustni torek, pa pol tudi, ko smo pusta pokopali v sredo in tak naprej. No, seveda, pol, ko sem pa se v Gučtan preselil k mami, sem pa spoznal seveda druge ljudi, a ne. Sem dobil nekaj fajnih prijateljev, ki, bom rekel, so se kar fajn spoznali na muziko, veliko bolj kot jaz prej, ker sem bil pod drugim vplivom, a ne, to se pol pozna ta prehod v neko drugo glasbeno, bom rekel, sfero ali kakorkoli, ker tisti moji prijatelji so bili praviloma starejši od mene, sošolce sem pol v 8. razredu šele v šoli spoznal, a ne, 8. razred, ker 7 let sem prej v Prevaljah hodil v šolo. No in tudi moji prijatelji bodoči, a ne, so krmeli dosti plošč doma, ne, vinilka, ne, in tako muziko sem pač začel tam poslušati, ne. Seveda, špilil sem pa tudi po Štingah, ne, ekstra nastopil še takrat nisem. S Tonijem smo v osnovni šoli skupaj v Prevaljah, no, pol 8. razred, kot sem rekel, sam v Ravnah. Pa sem pa začel tam, Šičevo je številka 7, ne, tam sem stanoval in sem čas kot tak na Štinge dol sedel, pa začel špilati, pa čas je to Toni prišel konc kedna. No, pol je pa enkrat Edwin Frieser tamle po Štingah hodil, no, kaj ti študiraš? Je rekel, Milka, moja žena. Je pa Milki prišel, Milka je pa čas bo mi Slovenija, Štajerske, se ne spomnim točno. No, in je pol, on je bil pa takrat urednik na Radio Maribor in je naj povabil na prvo snemanje, tako da so pol leta 1974 nastali prvi posnetki za Radio Maribor, takrat že kot duo kora. Ja, in pol je šlo to zelo hitro naprej, ne? Ja, pravzaprav res, no. Jaz pač mojo glasbeno pot štejem od leta 1974, kot sem rekel prej, od prvih posnetkov za Radio Maribor. Seveda, dosti nastopil v Mariboru, nekaj tudi pod drugota, ne. Predvsem je pa tisti odmevni nastop bil leta 1979 na rečnem festivalu, takrat na, mislim, da bo takrat popevka Veseli jeseni, ko smo s Tonijem zmagal s pesmijo Grubanja, tako, dobo smo 3 zlate klopotce, nagrado za debitanta, pravzaprav čisto, kar se je možno dobi dal na tem festivalu.
svoje bo totalno presenečenje za me, za Tonija, za marsikoga drugega. Tudi čeprav se je zadnji za odro že vse sorte govorilo, pa je pa bil Šifer, Andrej tam, pa so se gre staj šle, a ne, sem rekel, veš kaj, pa to pa, če pa to zdaj, kar ti govoriš, a grem pa jaz peš do hotela Orla, bos. No, pa so da, na koncu sem mogel besedo držati in sem šel iz Semišča bos v hotel Orl, ker smo tam prespali. Jaz sem menda prespal v kopalnici, tako vem, to je drugega, ne vem. No, vmes je bo še slovenska rock selekcija 75 v organizaciji Revije Mladina. Takrat smo se uvrstili v finale, poleg novomeškega ansambla Rudolfo, ki je takrat pel to lepo pesem Grem domov v Novo mesto. Tudi ansambl Ave je bil takrat še, pa Andrej Truben, in kar dost, bom rekel, imen, ki so nekatere še danes na slovenski sceni. No, sej, ker smo Korošci, tvoje uspehe zelo dobro poznamo, ampak vseeno, da tako na kratko pregledava to stvar. Potem sta se tvoja in Tonijeva glasbena pot ločili, ti si začel ustvarjati v svojem stilu naprej, a ne? Res je, do Kora smo izdali 2 kaseti, pravzaprav malo ploščo leta 80, ko smo bila povabljena na Jugoslavski festival zabavne glasbe v Opatiji. Takrat je šla malo plošča, še dosti čnejši kje, na B strani pa skladba Adelina. No, pa prva kaseta, 10 let do Kora, no pa neko zatišje, da so še kar dosti nastopali, tudi v bivši Jugoslaviji, v Sarajevu in tako dalje, pa v Zagrebu, v Vrsarju, ne vem, ne spomnim se prav tega, bo ogromno, pa tudi, bom rekel, veliko več v sosednji Avstriji, kot pa danes, tudi na Švedsko smo šli pol, 3-krat, tudi z ansamblom Kora, kasneje še. Tako da, ja, druga kaseta, Rad vampir, ne, ki je šel pol leta 1994, je bo pa seveda promocija že dogovorjena in takrat je Toni izvedel za diagnozo in je seveda pol mogel primoran pač prenehati, ne. Z petjem neki sajta, tako da pol pa jaz pa nisem vedel, kaj ne naredim. A ne, promocije, kasete sploh ni bilo, pol kaj bom sam hodil po Sloveniji okrog, mogel sem nekaj narediti, prespati ali kaj, ne vem. Pravzaprav se sploh ne spomnim prav tistega cajta, ne vem, je trajalo to leto dni ali pol leta ali 3 mesece, ne vem. Enostavno mogel sem nekaj narediti in kar naenkrat mišine, se pa v končni fazi sem pa tek skoraj 100% avtor pesmi, sem rekel, bom šel pa sam naprej. No, in sem pol tek posnel prvi album oziroma CD v zagrebskem studiu z člani country zasedbe Plava trava zaborava in tako je pol se začel še z Ibrižnikom naprej. Dolina smrti, ja, to je bilo, ja. No, Ibrižnik je bil pa leta 1999, tudi v istem studiu. Teda v bistvu je šlo za priredbe teh starejših pesmi, ko smo že Estonijo prej posnela. Seveda hkrati so pa nastajale druge, ne, tudi narečene, ker na začetku narečenih pesmi ni bilo do nastopano na narečnem festivalu 70 leta. Ja. No, zelo znano je tudi tvoje sodelovanje z našim sestranskim, zdaj žal že pokojnim Mitjo Šipkom. Bi kaj o tem še povedal? Ja, jaz sem bil 5-6 let zaposlen v fabriki, ko sem šolo končal v Novo mesto, pač še moral vojsko služiti. Bil sem na srečo v Sloveniji, tako da sem šel bolj pogosto domov. No. Do Postojne ni bilo davč, pa sem pa štopil, pa tako sem ga zdravo. Na obmejni, mislim, na vojnem vseku so mi pozabili vzeti malo obmejno, sem pasel zdaj dal. Tako da sem šel v Pliberkomir, šel po kafe. Ja, če si nes vojsko kafe, si v 3 dni pol domu šel ohko, ne. No, Mitjana sem spoznal v fabriki, ko je bil vrhunski strokovnjak za ultrazvočne preiskave materialov. Na kulturnem področju pa izven fabrike, normalno, ne. Tako da, manj testo reči, da to narečje, ne, kar se mi je pol začelo dogajati, velikokrat rejše rečem, da je bil Mitja kriv, ko pa vse, bom rekel, preživke podlage, čeprav tega ne morem zanikati, ker glih ta monodrama od Mitje Šipka me presunula, preštiha, bi rekel, tako bi me strela udarila. Sem rekel, pa štum pa je zapel, ne, ker štek pa ne gre, to pa res, ne. In 3-krat sem ga gledal, pol zadnjič še enkrat na tradicionalnem srečanju na Preživju v Bajci, sicer v krajši obliki. Sem rekel, takrat je že bo posneta, ne. Gašperja sem posnel kar za prvi CD leta 96. Sem rekel, to bom jaz enkrat zapel in to se mi zgodil in meni tako reč, da sem
samo bobna in bas smo imeli posneto in sem v prvo zapel komad, pa ga smo nismo več popravljali. Vem, da je bila Marjana Mlinar pa Gorazd Šepin v studiu, so se tek režali, teda so zad pod pult noter, ker nisem smel jeva videti, tek so se cepil, jaz pa tek skoraj ni videl, se derem, ali nekaj, kako sem kašlo, ali tam gaštra se zdrzravno, ali ne vem kaj, glavne fulje. Smešni bo oni Zagrebčani, tek niso vedeli, za kaj gre. Tako da, no, na Mitju imam lepe spomine, nekaj smo sodelovali, tudi znamenita pesem, Korošci so zmer za muštr bili, oziroma koroška pesem, ki je v bistvu tako ponarodila, ne glede na to, je to himna ali ni, to ni moje delo ali pa presoja, kakorkoli, ljudje so jo vzeli za svojo in je to seveda, jaz se s ponosom razzapojem, predvsem izven Koroške, doma je tako ali tako povsod. No, v tem obdobju je pravzaprav bilo za tebe značilno, da si se intenzivno začel badati s Prežihove Miliki, a ne? Če se prav spomnim, sem ti jaz tudi na tisto potem zgoščenko Prežih in jaz napisal nekaj takih misli, a ne? In mi sva ugotovila, da si v teh pesmih posegal po naturnem koroškem izrazju in na rečju izredno učinkovito izrazil drobne ter velike stiske in težave, pa vso tragiko in nesrečo teh preprostih malih ljudi. Ljudi, ki jih je življenje postavilo dobesedno Bogu za hrbet, na rob življenja. Ta rob pa je bil vedno rezerviran za reveže, uboge otroke, sramežljivce, pijančke, čudake in vaške posebneže, skratka za odvečne ljudi, za Ibržnike. Ja, jaz sem 14 let živel pri dedijo, pri teti, pri stricu Dobi vasi, a nekaj pri mami nisem mogel, ko me ni mogel meni zravno, ko je pač moral delati. Takrat smo doma sudo čist po domače tokli, a ne. Pol je se spet malo spremenil, ko sem prišel v Gočtan, a ne. Pa tudi ne na L, jaz kar po svoje tolku naprej, ni važno. Glavnem, kar se nareče tiče je to, nekaj vzameš tam ven, kar se pa Prežihove literature tiče, pa to, da večkrat poudarim, da sem imel slabo vest, ki ga nisem bral, mogoče solzice so bile, seveda za tisti otroški cajt, a ne. Ampak samorastniki so bili pa za osnovno šolo, mislim, po mojem, tako težko branje kot hudič. A ne, tako da, pa tudi pol ekranizacije, recimo Bojna po Žeravniku in samih samorastnikov, to so tako težke teme, da, ne vem, no, kurja koža, dobiš, tako, in seveda, jaz, ko sem prvič samorastnike bral, sem pol v zadi šel, a ne nazaj, ker tako pa sajtnike tudi v zadi naprej preberem, ponovadi. Pa ne zaradi črne kronike, tako nek se navadil neko, da je politika na koncu, uno pa prej, a ne. No, tako da, te stare besede, ki so tam noter zadi, pod slovara, ne, še neko dedja, barona, štek ste govorili v času, je rekel še bolj, ali. Seveda, dedje je pa tak bil, ko je čikal tobak, ali je pa na pojsli sedel tam, televizijo smo imeli, tako bolj ta zadnji, v Dobi vasi, sosed ga je dobil par let prej. Pa je pa čikal tobak, štanga je čikal, pa smo košarko gledali, pa je pa fejs klev zravno, baza, prekleta napaka, posebna napaka, pa baza, pa je pa pluno to, zdaj se je čikal, je trofo 2 metra, če jaz sem bil, v kahli. No, to ste napisali noter v ene mala autobiografija, to noter v ta mali knjigi. Glavnem, bom rekel, tako sem prej rekel, leta 1979 ta zmaga na narečnem festivalu je seveda bila neka odskočna deska. Vmes so pa nastajale tudi druge pesmi, tako da pol, ko sem drugi CD izdal Ibržnik leta 1999, so se pojavile tudi že moje lastne pesme, a ne, torej Obeten det, recimo, a ne. Pa tudi neki po mislim, podlagih Prežihovega Oranca. Ampak Oranc je vedno bil neka taka, bom rekel, osnova, a ne, kakorkoli. Čeprav mi je marsikaj rekel, kaj pa se toliko z Orancem ukvarjaš. Sem rekel, jaz se pa ne postavljam njemu v bok. Jaz imam njega samo za neko zaščito, ali kako ne rečem, dobro, zahvalo, se ne more vedeti, ampak jaz sem ponosen na to, da sem se nekaj na strani, da sem se nekaj lahko uprijel, da sem se lahko tega držal in sem lahko svoje tekste pol na te zgodbe delal, zato ker najbrž sem se tudi sam na nek način poistovetil s temi liki, a ne, iz Sosic, pol tudi v teh težkih zgodbah v Samorastnikih. No, Milan, lahko bi rekli na nek način, da so bile torej te tvoje zgoščenke, radi ljudje tako reče, na nek način tvoji otroci, tvoje glasbene hčerke, ne?
Izdal si jih 8 po vrsti, pravzaprav 9, ker je bila zadnja dvojčica. Dan današnji dan pa si dočakal torej svojega prvega sina, knjižni prvenec, in ravno zato, ker je med nami, vljudno prosim glavnega urednika Kulturnega centra Maribor, Zavoda za umetniško produkcijo in založništvo, gospoda Dušana Hedla, da nam predstavi Milanovo knjigo. Gospod Dušan, prosim. Najlepša hvala za besedo. Ja. Knjige ne bi posebej predstavljal, ker si boste vsebino kasneje prebrali, seveda pa nam je sodelavcem v Kulturnem centru Maribor bila izredna čast sodelovati z Milanom Kamnikom in to meni še posebej to knjigo urejati, tako z osebnega stališča kot recimo z profesionalnega stališča. Z Milanom se srečamo vsake 15-20 let, ampak takrat intenzivno. Namreč, če iz osebnega stališča prvo srečanje imenujem to, ko je on nastopal, ampak on tega ne ve, takrat se on ni osebno srečal z mano na Veseli jeseni in seveda iz tega stališča mi je še posebej čast, da sedaj izdajamo njegovo knjigo, za katero mislimo, da je izredno lepo narejena in seveda hvala Juretu Praperju, da je to tako oblikoval. Potem smo se srečala, ko sem svojo skupino Center za dehumanizacijo CZD nastopal po Sloveniji in tujini in je Milan organiziral naše koncerte v Levem Devžeju. Še zdaj se nisem zapomnil, kaj pomeni Milan to Levi Devžej. Levi je levi. Levi je levi. Že? Pa prej bi me lahko vprašali. No, ta posnetek bodo namreč na naši spletni televiziji gledali vsi, na Primorskem pa tega ne bodo tako razumeli. No, še nekaj naj veže seveda skupaj, ne. Namreč mi v Slovenskih Goricah rečemo Gorta in Dolta, ne. In v Ljubljani in Mariboru so vsi, kaj pa za tile govorijo, Gorta in Dolta, kaj za to Gorta in Dolta. Ampak Gorta in Dolta je zelo podobno, jaz sem ga takoj razumel, takoj sem njegovo narečje in smo se takoj dobro vklopila po Levem Devžeju in seveda potem letos, mislim, da smo mladi nekje pokliče Tone Partič, ki je tam stanuje blizu naših pisarn. Pravi, Hedl, tu imam eno lepotico mlado, eno knjigo boš urejal, ena fajn zadeva za tebe, aha, dobre, najprej bo prišla čez en, ja, naj pride zdaj, in čez 5 minut pri meni Mojca Kamnik. Takrat smo se z Mojco srečala in takrat se je ta zgodba pričela. Moram reči, da smo sodobni uredniki, bolj kot ne birokrati, skrbimo, da knjiga zadosti vsem tem tehničnim, birokratskim zahtevam, cipom, ISBN-jem, da so slike velike, da je to ono lektorirano in tako naprej. Mislim, da imamo pred seboj odličen izdelek in s tem je seveda zgodba Milana Kamnika po mojem že drugič, tretjič, če ne četrtič oziroma zavedno na nacionalnem nivoju. In Milan mislim, da vsaj z mojega stališča, imam se za generacijo mlajšega, čeprav to mogoče ni res, ampak z stališča mlajših generacij, ampak tudi seveda z mojega stališča se ti čisto preprosto, mogoče bo to za koga zgledalo, slišalo se bogokletno, lahko primerjaš z Vorancem in tako tudi bodite prepričani v zgodovini bo. Hvala. Najlepša hvala, ker čas neusmiljeno beži, predlagam, da zato damo besedo še drugim soustvarjalcem, delavcem. Juretu Praperju in Niki Helcel se potem odi nekam, imata že službeno pot, zato bom njima najprej dal mikrofon. Hvala lepa. Najprej bi čestitala Milanu, smo mu zdaj že tak 100-krat zadnji mesec. Marjani za zaupanje. Jaz, ko sem dobila pač to nalogo, no, da se soočim, jaz sem odgovorna za fotografije, mi je bilo po eni strani, se mi je zdelo čist enostavno, zato ker se mi zdi, da Milanove pesmi znam na pamet. Odkar se spomnim, pač je bila muzika pri nas, se je vrtela doma, tako da zdaj, ko je tu Mojca pela, pa ko je Milan povedal, omenil Duo Kora, pač je nekaj najbolj samoumevnega in vsakdanjega,
Ampak, ko sem se pa lotila za knjigo, se je pa zgodilo nekaj takega, ker to je bilo pač vseeno bolj analitično, šla sem vse prebirati, nisem sam poslušala in takrat, ko človek prebira pete pesmi, se pa zgodi nekaj takega, da ugotoviš, da v bistvu vseeno je veliko več, ne vem, in humorja še, modrosti od zadnje, tudi ker dejansko ga čuješ, no, tisti, ko ga poslušajo, itak slišijo njegov ton. No in zanimivo se mi je zdelo pa to, da jaz pač kot otrok sem te pesmi pač nekako sprejela za svoje, no zdaj sem pa ugotovila, da so me ful bolj prizadele, tudi nasmejale, zaradi tega, ker vseeno pač so veliko bolj karakterne, kot sem kadarkoli si lahko predstavljala, ker vseeno pač to so bile pesmi človeka, ker je bil takrat pač od mene starejši koliko 30 let, ne, mislim, še zdaj je. Ampak jaz vem, da zdelo se mi je, da ko sem bila stara 5 let, da vse razumem 10 let in hvala Milan, no, da sem lahko podoživela pesmi še enkrat. Fotke so nastale na tak način, da sem se, malo sma tudi zdaj načrtno naredila par fotk, sma se dobila, recimo, malo bi povedala vseeno par besed o ozadju, da bo... Ja, no bom prvo za to glavno svečano knjigo. Teta fotka je nastala, zdaj bom malo izdala, na Peru in v bistvu mi je zanimivo to, da sma bila zmenjena, da vseeno mora pozirati, ne? Mislim, to je bil namen srečanja. Ampak točno teti moment je meni ostal zavedno, pa ker ima ta izraz na obrazu, ko dejansko sem jaz rekla, zdaj pa gremo pozirati, to pomeni, da je bilo pričakovanje, da bo zdaj nekaj mogel narediti. Ampak tu ni dejansko on poziral, tako da to meni bolj pomeni, da je taka fotka nastala, brez da smo midva, ne vem, se šla neko službeno zadevo. Tako da to, za to bi pa povedala to, ja, tako je Milan rekel, mogoče ga niste čuli, da nas najo je fej zeblo. Jaz sem ga zvlekla gr na grad, ker sem hotela, da je ravne od zadnji, to je nastalo 2015, to je bilo prvič, ko sem jaz njega videla, tako uživo, zgleda, nisem toliko na gavde hodila. Res, jaz sem takrat bila šokirana, smo bila zmenjena, dejansko sem vzela, aha, tu je človek, v bistvu od zadnje, ker v bistvu res, ko prvič srečaš človeka, ko je dejansko ikona, no, tako sem jaz tu doživela in smo se tule pač malo pogajala, kaj bi Milan, ja, pa se bom naredil, kaj, pač vseeno je malo zoprno, no, tako nekako narediti en šuting. In sem rekla, te pa špili in ga je ful zeblo. Ampak je vseeno špilo, pa tako malo hodo okrog grada in tu so tudi fotke so tudi v tej knjigi. Tu bi pa omenila še, da so zbrane fotografije iz arhiva, fotografije, Marjana mi je zaupala njihov arhiv, tako da hvala, je bila tudi zanimiva izkušnja. Plus fotke ljudi, ki so povedali nekaj o tebi, te pa je prispevala večinoma Špela Peruš, tako da hvala. Zdaj mislim, da sem to izpovedala. No, nisi povedala, da bom -5. Pa po mojem je bilo še več, no. Veter je pihal, to pa občutek mraza je bil večji, no. Pa smo hodili okrog Javniškega grada, pa špil v živo, ko da pa ledi gledali dol, kom nikomu moje, So pa nastale take fotke, se mi zdi tudi na Milanovi strani, jih lahko vidite, pač jaz vedno, ko vidim te fotke ali v intervjuju ali na strani, pač ne vem, jaz mislim, da so neke take legendarne podobe nastale, tako da glede knjige pa zdaj potrudili smo se, vse v te videli, pač da so tematsko fotografije pač sledijo tekstom, od zadnje pa tudi dragocen prispevek, tu je bila moja naloga, da uredim arhiv in smo tudi imeli težko nalogo, ker pri takem bogatem arhivu najti ljudi skupaj, da bojo res pravi ljudi gr, pa ziher se je koga spustilo, to sem mogoče tudi, da ne bo kdo na Milana kriv, vseeno sem jaz malo rezala te fotke, tako da, no, to je moj prispevek. Je že kar je. No, moje delo je bilo oblikovanje te knjige, za razliko od Nike sem Milana dosti prej že spoznal, sem bil član tudi njegovega spremljevalnega benda, tako da od tam se že poznamo, pa smo delali še njegov zadnjo ploščo dvojno, tako da smo kar, je bilo to neko logično nadaljevanje, tako da ko me Marjana poklicala,
pa da smo se dogovorili za knjigo, je bilo kljub vsemu, no, kljub temu, da se že poznamo, da smo že delali, prej mi je bilo vseeno neko zadovoljstvo, pa neka čast tudi delati to, zato ker vseeno je ena taka lepa priložnost, to pa vseeno, kakorkoli se Milano to smešno zdi, vseeno ena legenda in smo pač bili veseli, da lahko to delamo. Fajn je bilo, ker smo lahko si malo privošli, kar se tiče fotografij, tako da smo lahko naredili točno z določenim namenom, tako da to je bilo v redu. So bile pa seveda neke smernice za knjigo, so vseeno bile določene, ker vseeno knjiga je išla v okviru zbirke kulturnega centra, tako da neke smernice so bile, vendar smo vseeno po dogovoru z Dušanom lahko si malo privošli, da smo malo krenili po svoje. Dušan je rekel, da knjiga malo štrli iz zbirke, pa sem v upravičilu povedal, da tudi Milan štrli iz povprečja, tako da se mi zdi, da glih v redu paše to skupaj, tako da tako da to je to, jaz mislim, da vseeno je en lep izdelek na koncu nastal. Jaz sem tudi bil še kar kritičen, ampak zdaj, ko vidim izdelek, pa ko sem ga primal v roke, se mi zdi, da sem tudi jaz ponosen na njega. No. Hvala pa Milano, pa Marjani, seveda za zaupanje. To je tudi veliko vredno, nikoli se ne kaj dosti pogajamo okoli tega, pa nikoli za vse, kar delamo, nimamo nekih težkih sestankov, pa nekih težkih debat, kar pomeni, da je neko zaupanje, to meni največ pomeni. Ne. Tako da hvala obema za izkazano zaupanje, pa se veselim še kakega naslednjega projekta. Sigurno, hvala. Hvala vama, srečno potujta. Jaz pa dajem besedo še drugi Niki, gospodiči Niki Antolič. Hvala lepa. Jaz sem se v knjigi imela možnost razpisati o Milanovi rabi koroščine nasploh in bi se ti rada za dve stvari zahvalila. Prvič hvala, sem se lahko kritično razpisala, ste vseeno objavili. Drugič bi se mu rada zahvalila, da mi celo življenje že on pomagal v tej moji bitki koroščina proti knjižni slovenščini. Profesorice slovenščine v Mariboru te konkretno poznajo, ker sem jim večkrat poslala kako tvojo pesem, zraven, ko sem mogla argumentirati, potem, ko sem čula, kolegica, na dialektu bo potrebno pa delati, ne, se ga morate znebiti, ne, vsak dan, cel dan v štajerščini, večkrat citirala, brez narečja ni jezika, s čemer se jaz popolnoma strinjam. Mislim, da ti to več kot lepo pokažeš, drugo se ti bi rada zahvalila, da lahko embart vsi po koroško govorimo tule, pa razmišljamo o tem, kaj govorim in ne kako govorim. Hvala. Smo ravno pri tem. Mislim, da je dr. Sušnik pred davnimi leti zapisal, da so narečja izvir vsega. Knjižna slovenščina pa so bazeni tisti, ki so to stvar kultivirajo tako. Teda v bistvu kar ostanemo pri narečjih. Jaz bi predal besedo še hčerki Mojci. Ja, veliko ste že vsi povedali, ta povezava z Prežih opata, no, to pač je skozi, že ogromno bo povedanega, še več napisanega. Bom še pa jaz eno zanimivost kakorkoli izpostavila, ko se mi zdi fajn. Če preberaš Vorančeve knjige, tako recimo Jamnica ali pa Samorastniki ali pa Solzice, ti je pač hitro jasno, kako Voranc pač res je ljubo koroško kulturo in ljudi in navade, tudi trmo konc koncev, kar je pač včasih tudi se jemo, kakane vsi jemo. In ti to v svojih pesmih, Milan, torej, on to v svojih pesmih tudi zelo dobro pač predstavlja. Tiste pesmi, ko izvirajo iz Vorančevih črtic, tak ali tak, tudi ostale pesmi, večino ostalih pesmih, pa tako ali tako so neposredno povezane pač z koroškimi ali ljudmi, ali je šnel Pepi, ali je prijateljem v spomin, ali pa še taj, ko gre v Ameriko, piše o koroščini, pa še taj omeni mošt. Mislim, kakorkoli, pač težko se odcepi od tete
koroščine ali kakorkoli, kar kot strokovno mi je ful pač všeč, da se lahko tako povežeš z nekem okolju in kontra, da te lahko okolje tako dobro sprejme, a ne. Razmišljala sem nekaj in sicer, če Koroška ne bi bila tako odrinjena in pokrajinsko in gospodarsko, ekonomsko in kulturno, mogoče niti tvoja pesem ne bi bila toliko potrebna, zdaj ne vem, je to pravi izraz, ampak dokler ne bomo imeli avtoceste na Koroško, boš ziher več plat prodal, ali pa ne, ne vem. Ja, da ne bom predolga. Zapisala sem si sestavine Milana Kamnika, kaj zmešaš, pa dobiš Milana Kamnika. In sicer to, da si surov pa iskren v tem, kar delaš, da imaš manično potrebo po izražanju, ljubezen do domačega okolja in kulture, koroško trmo in mošt, pa dobro ženo. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je bil lep večer, ampak vseeno zadnja beseda pa mora biti avtorjeva, ne? Ja, no. No, glavnem, tako sem že prej rekel, vsi ti zapisi na začetku knjige od Toneta Partliča, Mojce, Nike, no tudi Jane Weber, urednik na prvem programu Radia Slovenija, je dal svoj prispevek, on je pravzaprav edini, ki me vrti na Radio Slovenija, se že dolgo poznama in tudi napisal, se boste prebrali, da če bi Koroška bila in, tako je recimo Prekmurje, bi tudi mogoče jaz bil še malo kje. Pa vse ne gre za to, tako je Mojca rekel, da si želim, da ne vem kaj plat prodal. Tako je, jaz sem Ibržnik, sam za sebe grato enkrat in če se Korošci to notri vidijo oziroma vidite, nič ni narobe, če dobimo cesto. Saj tudi Ibržnika sem priredil pred kratkim za to, da sodelujem v tej kampanji, da se to pač enkrat zgodi, kar se je obljubil davno že. Kar se narečja tiče, je po mojem mnenju tako, da koroščina je jezik, seveda je pa to velik problem, kako narediti, recimo tako je Toporišič naredil slovensko slovnico, kako narediti koroški jezik. To je najbrž nemogoče narediti, tako je tudi Nika zapisala noter, od Črne do Dravograda, kako se pravhamo, na 10-25 različnih načinov in je to praktično nemogoče. Bolj gre za to, da če bomo skupaj držali, kakorkoli bomo govorili, kjerkoli bomo, pač ne smemo pozabiti tudi kot smo. Marsikdo je pozabil že čez Trojane, ko je šel, je že pozabil koroško govoriti. Takih je vej, ko riti, pa jaz dajem takim riti pravim. Tudi vej, korošce v Ljubljani, ko bi lahko kaj naredili, riti, nič nisem naredili. Pa ne govorim to za politiko, za druge ljudi, ko so na visokih položajih. Ampak so že v penzijeni, pa nič, dobro. Glavnem tak, ko sem rekel, če že to izide, pa da mora biti neki izbor, izbor pesmi je naredil moj sin Matevž. Jaz se tu nisem ekstra mešal zravno, čeprav sem si želel, da bi še kakva pesem bila natisnjena, ki je zdaj med tem cajtom nastala, ampak enih 5 jih kar ni, tudi recimo, seveda, če bo izdanih več kot 100 pesmi posnetih, pa vsi teksti niso šli noter, mogoče tudi vsaka ni najbolj primerna. Ti 3 sklopi se mi zdijo zelo pomembni, da je ta povezava z Vorančem, pa je te literarne podlage, pa tudi une narečne, ki so nastajale na mojem zelniku, pa tudi te, ki ne bi bile v slovenskem pravopisju, bi rekel. Tako sem rekel, da zanj sem v enem intervjuju smo se pogovarjali, kako bi lahko bila koroščina veliko bolj prepoznavna, recimo primer, če bi bile te ekranizacije Bojana Požeravniku, Samorastniku in še kjer je, tudi Suzic recimo, če bi igralci govorili koroško, bi bilo to bistveno bolj pomembno za nas in bi bili veliko bolj prepoznavni. Če danes novejše filme gledamo, nam prekmorsko govorijo, pa živ Bog nič ne zastopi. Pa ni važno, pa tudi na EMO smo šli z prekmorskim narečjem, pa če bi jaz koroško narečje tega poslal, reče, kam ti si jaz mešan. Tako ali tak sem.
ene parkrat, pa ni bilo nikoli kaj iz tega. To ne veste, ampak tek pač je. Teda se mi zdi, da je seveda s pomočjo vseh sodelavcev, a ne vem, najbrž tudi nisem vsega mogel noter dati, da je ta knjiga tudi, bom rekel, prispevek k temu, da se zavemo, da je pač koroško narečje tisto, to, kar vidimo mi okrog je naše, naj bo tudi narečje. In da ga moramo ohranjati vsak na svoj način, kakor ga more. In jaz ga pač na tak način, moje skromno glasbeno znanje mi ne dopušča, da bi delal neke čudeže on. Zato, ker najbrž preveč preprostih ljudi poznam, da bi bil drugačen. In meni se zdi, da je najbolj, da sem zato ponosen tudi zaradi vas. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala vsem. No, ob koncu našega druženja pa vabim Milana, da podeli zahvale vsem zaslužnim za izdajo Ibržnika. Najprej današnji gostiteljici in lektorici narečnih besedil ter lektorici spremljajoče knjige, če bi bila Slovenija Amerika, magistrici Ireni Oder. Potem županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu. In naj dodam, da je Milan prav za ta dogodek v zahvali naredil domače žganje Ibržnik. Potem hvala Mojci za uvodni tekst in spremljajoči program. Hvala Niki Antolič, prav tako za tekst in za vse pesmi, ki jih Milanu prevaja v angleščino in jih bo februarja posnel v Ameriki. Hvala založniku knjige Ibržnik, gospodu Dušanu Hedlu. Domu sad more nastalka. Posebej hvala tudi Niki Holcel Praper in oblikovalcu Juretu Praperju, ki sta že odšla in bosta nagrado prejela kasneje, oziroma zahvalo. Bota, aha, ok. Lahko pridata prevzeti. Hvala tudi Matevžu, ki je malo bolj davč, da je zbral, prepisal in uredil vse tekste. Matevž je rekel, da ga bo zato vso tulil. Prav tako hvala voditelju omizja, gospodu Mirku Osojniku. Hvala Aljažu za pomoč pri spremljajočem programu. In seveda gre zahvala tudi gospodu Tonetu Partliču. Posebej se mu bomo zahvalili na prvi delavnici naslednji petek v Slovenj Gradcu. No, hvala lepa Damjani za vodenje. No, čeprav je rekel, da noče nič.
največ zaslug ima pa moja žena. Torej, a veste, če imaš kritiko takoj doma za vrati, pol mora biti tak, a ne? Čeprav jaz večkrat ugrem, da lahko ustvarjam v miru in seveda brez nje se to ne bi zgodilo, no to nisem jaz naredil, je ona. Najlepša hvala, lejte, ni željeva, ampak sem rekel, brez tega pa res, to pa res ne, tako da hvala lepa, najlepša hvala vsem, še enkrat Mojci, Matevžu, vsem vam, Tonetu in tak, buhoni, no. In seveda hvala vsem vam, spoštovani zbrani. Hvala, da podpirate Milanovo vztrajnost. Pojte Milanove pesmi, berite jih in nosite jih v srcu. Korošci smo zmeren zamuštrbli. Po koncu vas vabim, da vzamete knjigo, ki vam jo bo Milan danes izročil brezplačno. Za konec pa vabljeni na zdravico, še prej pa Ibržnik in Ibržnik. Prijetno druženje in lep večer še naprej. Vekovati, kira kikla me bara, kak je vremena klopa in zim, da me višno je gre spoznava, ko vsako leto nakopaje gre. Je pravim pa klejem, da snoč to, pa nič ne zastopi, si mislim je gluha, pa povej mi še kaj, iz slike pokažem, pa atlas raztegnem, pa s prstu mažem, si umevna še ti kuri, pa baba me gleda, kak jaz to vem, če nemške imam šuve. 3, 4, jaz sem pa Ibržnik. Sem sama na poti, vsak se me loti, jaz sem pa Ibržnik. Po me postajo, pojmo pa kvit. Pol pa je baram, kaj učitelj v Ljubljani, rado bi videl, ko rose osami, na uhu je šran, da očmo regijo med, pa dreč ne zastopi, kao oče nam vzet, pa tulim sodnike, fabrike, pa štrom, pa policijo, pa Eisenbon. Jaz sem pa Ibržnik, sem sama na poti, vsak se me loti, jaz sem pa Ibržnik. Po me postajo, pojmo pa kvit. Jaz sem pa Ibržnik, sem sama na poti, vsak se me loti, jaz sem pa Ibržnik. Po me postajo, pojmo pa kvit. Jaz sem pa Ibržnik. Hvala lepa, hvala lepa.